Dober dan, dobrodošli nazaj k poslušanju Tangente. Z vami smo kot ponavadi Peter in pa Janez. Živijo, Janez. Živijo, Peter. Mislim, da danes smo še v živo. Danes ni več, malo drugačna situacija, no? V znamenju izboljševanja smo se zdaj dobili v živo dejansko. Čeprav še vedno imamo, razdalja je primerna. Seveda se to ne vidi, ne? Ampak dam svojo besedo. Da... Tudi jaz jo zastavim za to. Nisva pa sama, ne? Namreč z nama je tudi poseben gost in to je Luka Barišič. Živijo, Luka. Lepo zdrav. Živijo, Luka. Na drugem koncu našega studia, tudi s primerno razdaljo. Nekako smo v enakostraničnem trikotniku. Ja, evo. Danes se bomo malo pogovorili o bolj teološki temi in sicer o razumevanju vere, o krščanski identiteti, in zato sva v studio povabila tudi tebe, ki si študent teološke fakultete Univerze v Ljubljani, je tako, ne? Tako je. Če lahko mogoče malo poveš, kaj te točno najbolj tako zanima znotraj teologije? Tako, seveda, če začnem na čistem začetku, ne, kot veste, za moj program, se pravi enoviti magistrski, sta predpisani prvi dve leti zelo, zelo filozofsko obarvani, kar je mene na začetku kar strašilo, ker se nikoli nisem ukvarjal s filozofijo. Zdaj pa lahko rečem na koncu tretjega letnika, da kar pogrešam filozofijo, tako da to je ena taka nepričakovana ljubezen, ki se je razvila. Drugače pa predvsem, lahko bi rekli, vprašanje cerkve, patristika, tako o kakšni eksegezi pa mene spraševati. Ja, eksegeza je strah in trepet študentov. Ne. To je zelo, zelo prikladno za danes, ne. Ko bi radi, ja, kot sem že povedal, nekoliko več spregovorili o tem, ne. O cerkvi tudi, ne. O cerkvi, ki nas združuje kristjane. Ne. Pa tudi najbrž v konceptu cerkve, ki ga imamo, ne. Ja, kot je danes tukaj, kot obstaja danes v sedanjosti. Ne. Ja, tako. Ja, najbolje, da začnemo potem s prvim, v bistvu, koliko ponovadi imamo že navado, da začneva z bistvenim, ne, na začetku. Ja, tako da lahko potem vstopimo bolj v temo. Zdaj najbrž navidite, kle je ena muha v studiu, ki nekako je čedalje bolj nadležna, upam, da se malo umiri. Ampak ja, se pravi, kaj vera je, ne? To se mi zdi, da bi bilo danes smiselno s tem začeti. Pravzaprav, kako jo mogoče doživljamo. Ne, tako da ne vem, Peter. Ja, no sej, ta vera, ne, naša vera je nek skupni imenovalec nek skupni imenovalec vseh nas, ne, ki smo združeni v cerkvi. Če se navežem nazaj na ta pravkar omenjeni pojem cerkve. To je tisto, kar nam je skupno, oziroma nam bi moralo biti skupno, ne, bi morali čutiti, da nam je to skupno. Se pravi, gre pa seveda, ne, za nek občutek o tem, da obstaja nekaj, kar ni vidno neposredno tukaj v tem svetu. Se pravi, nekaj, kar je nedojemljivo z razumom. Ne. No, tudi z razumom do neke mere. Saj sem hotel nadaljevati, da pravzaprav z razumom lahko vero opišemo. Ne. Ja. En razmislek, ki se mene zelo dotaknil, je, mislim, da Jozef Ratzinger o tem vodu krščanstvo govori, ko se govori o religijah, ne, ali pa o verstvih, ne, da o drugih religijah kot o verstvih je težko govoriti. Ne. On pravi, recimo, zanimiv razmislek se meni zdel, ne. Se pravi, to, kar je, recimo, za kristjane vera, ne, vera v Jezusa Kristusa, ki je prišel na svet da bi človeka spet združil z očetom, ne. Bistvo krščanstva temu, ne, da verujemo, da je Jezus Kristus. Ne. Medtem, ko bi mogoče za eno judovsko tradicijo, se pravi judovsko verstvo, lahko rekli, da je bolj
vprašanje postave tam imelo Mhm, spredje. mhm. Ne? Ali pa on pravi, mislim, da za rimsko religijo je bila obred. Ne? Tako da to se mi zdi že zanimivo tak pokazatelj. Ne? Da ima v bistvu vprašanje vere je nekaj bistvenega za kristjana. Ne? Zdaj, če tako zelo iz konteksta religije gledamo. Ne? Po drugi strani pa tudi vprašanje odnosa, zelo močno. Ne? Se pravi, jaz, ko nekoga verujem, se pravi, zaupam mu. Ja. Se pravi, me nekako, že vera samo po sebi me odpira. Ne? To pa jaz mislim, da ima vsak človek v neki ima eno odprtost do nekoga. Ne? Zdaj tudi, če pogledamo, danes recimo te se pravi, gibanja ali pa ne vem, mogoče smo včasih zelo kritični do njih, ne? Ali pa proteste ali pa tako, ne? Je mogoče odzati ena vera v boljši svet, ne? Ja, Zdaj, sigurno, vprašanje je, kako se pa tega lotevamo, ne? Ali je ideološko ali pa vprašanje odnosa. No? Tako da jaz bi kle dva aspekta, se mi zdi ta tudi pri veri pomembna. Ne? A je eno ideološko ali pa je vprašanje odnosa. No? Ideološko mogoče imaš nabirko dogem, ne? Katerih se moraš držati, v katere ne smeš, podvom, ne? Ali pa vera vprašanje odnosa. Ker, ne vem. Ja, to je zanimivo, ne? Zato, ker... Mislim, zdaj nočem vsekakor so dogme tudi pomembne, ne da niso, no, ampak mislim, da klebe za kristjane je prav ta vprašanje odnosa najbolj bistveno. Ne? Ja. No, zato, ker se mi zdi, da ko se govori o tem ideološkem razumevanju, mislim, kako prideti, kako je lahko vera motivacija pravzaprav za dosego nekih ciljev, ne? Ki se potem v praksi izvršuje na podlagi neke ideologije, se pravi nekih dogem, ki jih je treba nujno upoštevati. Ne? In se mi je zdelo, da bi marsikdo lahko v tem pravzaprav prepoznal krščanstvo oziroma poskušal v tem prepoznavati krščanstvo kot nek nabor dogem, ki se jih kristjani samo držimo in to je to. In tukaj marsikdo spregleda prav ta odnos, ne? Pojem odnosa, ki je tukaj toliko bolj pomemben in pač bistveno razlikuje naš način verovanja od neke ideologije. Ne? Ja, tako, ja. No, mislim, tudi krščanstvo je lahko ideologija. Ne? Ja, seveda. Ja. Se pokrivata tukaj ta dva pojma, ampak način, po katerem kristjani verujemo, se mi zdi pač, ima tukaj še neko predodano vrednost. Ne? Ja, jaz sem hotel seveda izpostaviti pravno ta vidik zaupanja, se pravi, to spada v tole, kar si Janez rekel, tale odnos, se pravi, vera kot zaupanje in to je predvsem pomembno v današnjem pogovoru, ko je vera nekako postavljena nasproti razumu, se pravi, razumsko ne bi šlo za nekaj, kar je mogoče konkretno dokazati, pri veri pa ne bi šlo za prepričanja, ki niso dokazljiva, ampak vera, pokrščansko pojmovana, ne, tudi če pogledamo etimologijo besede, pistis v grščini, je zaupanje. Ne, se pravi, gre za zaupanje v Kristusovo delo, v odrešenje, ki že je, ne, ki ne šele prihaja, ki sicer bo izpolnjeno v eshatonu, vendar že je. Ne, se pravi, da že smo Božji otroci. Ne. Po drugi strani, kar ste pa oba omenjala, tudi glede dogem se popolnoma strinjam, ne, ker nobena krščanska tradicija ni ni brez kakršnekoli dogme, tudi če jih tako ne imenuje. Se pravi, tu govorimo morda tudi o skupnosti, ki so nastale po reformaciji, ampak vse imajo nek osnoven nabor verskih resnic, mimo katerih se ne sme iti. Ne. Vendar je ravno to pomembno. Ne. Tu, če ostanemo pri naši tradiciji, se pravi, recimo bolj, kot bi mi rekli, apostolski tradiciji, se pravi tole katoliška pa pravoslavna, nobena dogma, ne glede na njeno koristnost, na njeno resničnost, ne sme biti ločena od ljubezni. Ker je ravno to njen namen, ker dogma ni namen sama sebi, ampak je namen ravno v tej poglobitvi odnosa cerkve, se pravi
do Boga in tako pomoč človeku, da pride do tega cilja, do te končne polnosti. Ja. No, sej, ja, prav to. Dogma kot pojem je taka, ne, da lahko človeka zavede pravzaprav, oziroma da lahko dejansko krščanstvu, mogoče bolj natančno pač katolištvu, ne, tukaj naredi krivico. Zato, ker recimo, jaz se spomnim, no, da sem enkrat gledal slovarsko definicijo dogme. Ne. Zdaj, nisem prepričan, je bil prav slovar slovenskega knjižnega jezika, je bil mogoče kakšen angleški, ampak tam je pisal pravzaprav to, da je to nek izražen nauk, ne, lahko neko načelo, karkoli, ne, ki se ga upošteva oziroma se ga smatra za upoštevnega samo na podlagi avtoritete. Ne. Se pravi, kar lahko človeku takoj da interpretacijo, da je avtoriteta vse tisto, se pravi, ne vem, neka človeška avtoriteta, ne, vse tisto edino, ne, kar ločuje, ne vem, neko religijo pred čistim razpadom pravzaprav. Ne. Se pravi, da se človek podreja oziroma da poskuša živeti neki verski nauk samo na podlagi avtoritete. In tukaj je takoj ta asociacija na človeško avtoriteto. Čeprav gre za božjo avtoriteto pravzaprav. Ne. Pa še to ta avtoritarnost je spet tukaj mogoče prehuda beseda. Ne. Ker, kot smo govorili, gre za ljubezen pravzaprav in za odnos. Ne. Tako, ja. V praksi pa je ta avtoriteta, ki je božja in je tudi, ne vem, če beremo katekizem, katoliški katekizem ali pa dokumente raznih koncilov, ne, ko se govori o avtoriteti cerkve, je vedno poudarjeno, da vsa avtoriteta izhaja od Boga, Kristusova. Ja. Vendar cerkev kot konkretna institucija, kot konkreten, zdaj, če mu lahko rečemo, nek zbor ljudi. Skupnost, morda, ne? Ja, skupnost. Človeški del, tako nekako. Mora biti vodena strani tistih, katerim je Kristus podelil svojo avtoriteto. Se pravi, tukaj imamo apostole in njihove naslednike, iz tega izhaja potem škofovstvo in potem prezbiterat, duhovništvo in tako naprej. Ne. Tukaj lahko pride, seveda, kot vemo, to je enkrat ena, ne, da lahko pride do velikih zlorab, lahko pa je tudi legitimno izvrševanje avtoritete, ki je danes, recimo še posebej v današnjem času, videno kot neko nasilje nad svobodo človeka, ker danes pojmujemo svobodo tako, kot je, ne vem, do novega veka ni nihče nikoli pojmoval. Ne. Spravi, svoboda je, da delam, kar hočem. Ne. In če imam nad sabo nekoga, ki ga pojmujem kot nadzornika, ki mi pravi, to smeš, to ne smeš. Ne? Za naše senzibilnosti danes se to res lahko zdi kot neupravičeno izvajanje neke avtoritete. Ne? Ja, neupravičeno. Ampak tukaj pa ni nujno, da še govorimo o zlorabi, ampak je dejansko klerikom je dana avtoriteta, ki ni dana laikom, ne glede na to, da smo vsi enakopravni člani cerkve. Ja. Je seveda, ne? V cerkvi so združene različne službe. Ne? In tako pravzaprav mora delovati neka inštitucija tukaj v naši družbi, ne? V družbi, kot smo jo sestavili ljudje. Ne? No, jaz mislim, da sigurno, ampak da ta napetost, ne, je vse skozi, tudi če gremo pogledamo biblično, ne, zdaj vprosti Luka, no, gremo eksegetično, ne bom glih eksegetično gledal, no, ampak jaz mislim tako, ne, če se gledamo to problematiko, je pa že tudi v Stari zavezi zelo lepo predstavljena, ne, se pravi, da človek rabi izgleda tudi en koridor, ene omejitve, ne, komu nekako daje tudi svobodo, to, da lahko pride do malo tudi izven sebe. No. Se mi zdi tudi pri vprašanju vere je ena ta dimenzija, no,
da greš malo ven iz sebe. Ne? Se Ja, pravi, da ja, nisi ja. center, ampak je mogoče nekaj še večjega od tebe. Ampak ja, v stari zavezi imamo tudi te zelo, ne vem, od zlorab v templu, ne, se vemo, preroki, ki se proti tem, v bistvu tudi proti tem starozaveznim kleru, če lahko tako rečem, borijo. Tudi Jezus do neke mere, ne, se pravi, Ja, ja. To vprašanje, ne, mislim, čekajte, da bom prav citiral, da ne bo napačno, da je sobota zaradi človeka, ni človek zaradi sobote, ne, se pravi, tisto, kar je poglavitno, je odnos, ne, in te določene stvari so pa zato, pa da te usmerjajo, ne, se pravi, da nekako lahko rasteš, ne. Mislim, da Fides et Ratio je enciklika, ki jo je Janez Pavel II, se pravi, vera in razum, ne, mislim, Ja, po slovensko, ja, ja. ne. Tam govori o razumu in veri kot o dveh krilih, ne. Ena ne more brez druge, ne, se pravi, prek tega, da te tudi malo, Ja, ja, veš, ja, ja. da tudi dogme, če so, da nekako jih probaš razumeti, se poglabljaš, ne. Tudi, ne vem, vprašanje, recimo, učlovečenja Božjega sina, ne, to je, mislim, še danes. Ja. Je to teološko zelo težko razloživa, ne, zadeva, no, ampak nekako je pa tudi en proces miselni, vnoto pet in se pravi, človek je bitje tudi, ko ima razum, se mi zdi, da Ja. in pač če je ustvarjen tako, je prav, da nekako z vsem, kar je, proba doseči to, ne. Tako da mogoče, kar hočem povedati, je pri dogmah je to, včasih prav ta vidik, ne, da moramo slepo verjeti, ne. Ja, se zelo hitro. Mislim, da jaz tako si razlagam, no, da so zadeve postavljene zato, da bi nas usmerjajo, ampak vsak pa na nek način mora pa tudi do določene mere sam čez to jeti, no. Ja. Pot do Boga je pa neskončno, ne, kolikor je ljudi. Vsak Ja, ima nekaj ja, ja, svojega, ja. ne, ampak to se mi zdi pomembno tudi izpostaviti. Ja, seveda, ja, dve krili, ne. Ja. To je nekako dobra analogija tukaj, ne. Zato, ker seveda vera je z razlogom nek ločen pojem tukaj, ne. Mi verujemo v obstoj Boga, ne. Zato, ker nas razum lahko pripelje samo do neke določene točke, ne. Od tam naprej je pa pač potrebna vera, ne. In mislim, da v tej okrožnici tudi papež zelo veliko napiše o tem, kaj so lahko posledice, ne, če se to ravnotežje nekako skvari, ne. Če se nekako recimo odpovemo temu razumskemu delu oziroma ga zanemarimo, potem slej ko prej pridemo do raznih stran poti, ne, do nečesa, kar je neutemeljeno, ne. Izgubimo temelje, recimo primer navaja biblicizem, ne, v okviru katerega je pravzaprav človek prepričan, da je Sveto pismo neke sorte magična knjiga, ne, ki lahko napoveduje prihodnost in mu absolutno 100% pomaga pri tem, kako naj se odloča in tako naprej. Po drugi strani pa seveda, ne, če zanemarimo ta vidik vere, ne, in postane pa to naše verovanje preveč racionalistično, ne, in pravzaprav si sploh ne zasluži več tega imena verovanje. Ja, pa jaz mislim pa tudi dimenzija odnosa, ki je poglavitno zgine. Ne? Ja, seveda, ja. Ker je vse skupaj samo še nek sklop pravil, ne. Ja. In to je prav ta rigorizem, ne, ki ga Jezus... Mislim, Pavel bi rekel, ne, da Kristus nas je prišel svobodati. Ja. Snopov postave, ne, se pravi. Tako je nevarnost, da greš nazaj, no, na nek način regresija. No. Ja. Tako, ampak jaz mislim, da tudi najbrž so te zadeve v Svetem pismu tako izpostavljene, ker so te dinamike v človeku vedno bile prisotne in vedno bodo najbrž. Ja, seveda, ja. Ja, to balansiranje, ja, med tema dvima vidikoma in potem tudi, kako na to ravnotežje vplivajo čist svetne situacije, ne. Se pravi to, kar pred cerkev navrže svet, ne. Ja. No, mislim, mogoče, če gremo še malo na to širše gledanje veroizpovedi, ti si zelo izpostavil to dobesedno dojemanje Svetega pisma, Ja. kot ene magične knjige. Ne. Se mi zdi, da doskrat je pa v bistvu tudi vsaj en predsodek strani, se pravi, recimo ljudi, ki jim krščanstvo nekako ni blizu,
Tudi tako, recimo, saj sem doživel doskrat, ne, ti bo kdo rekel, ja, vi pa verjamete, da v 7 dneh je narejen svet bil, ne, ali pa zdaj, če gledaš prav judovsko tradicijo, noben ti ne bo to trdil, zdaj, če gledaš tudi cerkvene očete, je vsem jasno, da je da temu ni tako, ne, in recimo, da je tudi ogromno enih predsotkov, ki pa jih mogoče ne znamo nasloviti pravi čas, ker nimamo tudi ene poglobljenega dojemanja tega, ne. Tako se mi zdi tudi zanimivo danes, ne. Kot da nas širše družbeno okolje nekako kliče po temu, da se malo poglobimo v to, kar pravzaprav verujemo, ne. Ja. Da je mogoče s tem se tudi nekakšen način dojemanja vere pa življenja, verskega življenja se zelo spreminja v primerjavi z našimi starši, ne, ker je bilo mogoče kulturno čisto normalno. To se sploh ni tako pod vprašaj postavlja. Danes pa mislim, da prav ta dimenzija, da ni krščanstvo več tako kulturno v spredju, ne, ni to več samo po sebi pomembno, nas nekako kliče tudi po eni poglobitvi. To se mi zdi v redu, no, da si nekako omenil to, kako je danes s tem, ne, z razliko od preteklosti. Ne. In se mi zdi potem tudi to dobro izhodišče za razmišljanje naprej o tem, kje je pravzaprav cerkev danes z vidika tega balansiranja, o katerem smo govorili prej, ne, med vero in razumom nekako. Ne. Kje je na tej tehnici cerkev danes, ne, in kako se posledično kristjani danes identificiramo, ne, kot kristjani v družbi, ne, kot verujoči. A smo bolj na tej, kako bi človek rekel, ne, duševni, poglobljeni, duhovni strani, ne, ali smo na tisti drugi strani, ko gre za neko golo upoštevanje pravil, ne, in sledenje dogmam, ne, brez ponotranjanja in tako naprej. Ne. Kaj se vama recimo zdi? Mislim, da je nekako odgovor je seveda očiten, ne. Če govorimo o katolištvu, pa seveda ne samo v Sloveniji, ampak povsod. Katoliška cerkev je najstarejša evropska institucija, še delujoča, in torej je že zdavnaj prežela kulturo do te mere, da se je nujno, to je pač nujno, izgubila novost evangelija. Ja. In tako ni nič čudnega, da povprečen katoličan velja za nekoga, ki ga njegova lastna vera, čeprav se tudi sam mogoče identificira kot katoličan, ga njegova vera ne zanima več kot toliko, ne. Dokler ne moti njegovega življenja. Tako je, ne. Tu je, in to je povsod, ne. Poglejte, tudi protestantska reformacija se je zgodila 500 let nazaj, kar pomeni, da zgodovinske protestantske skupnosti, kakšni so luterani, razne kalvinske, reformirane skupnosti, se soočajo z enakim problemom, ker obstajajo že 500 let. To so generacije ljudi, ki so odraščali tam. To je njihov svet in zato ni neke nujnosti srečanja z živim Bogom, da bi se v to skupnost vstopilo. Medtem ko pa razlika pri recimo tako imenovani neoreformaciji, ne, to je pa, so predvsem skupnosti, ki so nastale v 20. stoletju, Binkošnik in podobno, tu gre ponavadi za konvertite, za spreobrnjence, za ljudje, ki so imeli neko osebno srečanje in so, se pravi, to načeloma majhne skupnosti, polne zelo gorečih ljudi. Ne. Problem, ki pa tam nastane, je pa ta polemičen element, ki ga izzove tudi, kot je bilo že preomenjeno, dobesedno razumevanje, branje Svetega pisma. Ne. Ker to potem postavi to skupnost nekako nasproti svetu. To je nekaj zelo, zelo pogostega pri manjših skupnostih, ki so goreče, vendar imajo neke pomanjkljivosti v razumevanju krščanstva, ker nimajo zgodovinskih temeljev in potem pride do te polemičnosti. No, zdaj, tak majhen ovinek, ne. Kar se tiče pa
Katoliške cerkve bi res to, kar stojim za tem, kar sem rekel prej, ampak še enkrat bi ponovil, čeprav to dejstvo, v katerem se sedaj nahajamo, ni idealno in je potrebno razmišljati o tem, kako bi se preseglo, kako bi se nekako upeljala spet neka pristna duhovnost v večji meri, je potrebno vedno spomniti, da to ni nič novega in da v določenih obdobjih do takih stvari mora priti. Se pravi, in to pravim samo zato, da ne bi obupali ali mislili, da mogoče v našem času pa situacija je tako slaba, kot še nikoli ni bila in da je nerešljiva. Ne? Ker ni. Ja. Jaz bi najmanj citat od Ranerja ali pa od Hansa Ursa von Balthasara, mislim, da je od Ranerja, ki pravi, da je v bistvu katoličan ali pa kristjan, ampak mislim, da je katoličan 21. stoletja, ali pa mistika ga pa ne bo. Ne? Nekdo, ki živi prav ta odnosa. Ne? Ja. Tako kot je Luka rekel, ne, se pravi, da gre na en pristan oseben odnos. Ni pa več to kulturno pogojeno. Ne. Recimo včasih, če pogledamo, ne, če se kdo cerkveno ni poročil, bi tudi izobčen na nek način iz družbe. Ne. Danes je to čisto družbeno sprejemljivo, ni več te dimenzije. Ne. Jaz mislim, da je to en plus. Ne. Se pravi, ljudje, ki se danes odločajo, da so v cerkvi, v veliki meri se bolj zavestno odločajo. Bolj svobodno. Ne? In jaz mislim, da je to na nek način je vračanje bolj pristni, pa nočem biti krivičen do nobenega, no? Ampak jaz tako dojemam, no? Da se pravi, na nek način nas sekularizacija tudi v tem smislu dobra. Ne? Kljub temu, da seboj prinaša velike negativne stvari, ne? Ampak nas pa nekako tudi cilj, da gremo ven iz obdobja. No? Kar je pa pozitivno, je smiselno. Mislim, da to ena od posledic, no, ki so mogoče malo bolj negativne tukaj, kar se tiče tega verovanja, ki temelji predvsem na tej duhovni plati, ne, je mogoče to, da človek slej ko prej prekorači te omejitve, ne, našega nauka, ne, ki so stare že stoletja in stoletja. Ne. In na podlagi tega, če nekaj temelji samo na nečem duhovnem, se mi zdi, da lahko človek slej ko prej sam vzame vajeti v svoje roke oziroma se čuti nekako poklican ga za to, ne, in začne verovati, kot želi. In potem gre mimo te človeške plati cerkve kot institucije tukaj na zemlji. To je mogoče lahko ena taka posledica, ki zavaja. To je enciklika, mislim, da tudi to na eni točki naslavlja. Se pravi, to nevarnost vere naredi si sam, ne? Se pravi, konsumistično. Ker bo mogoče nas tudi veliko večje skušnjava to. Ne? Pa vzamem klele, pa tamle, pa tako. Ne? Tako da, mogoče na tem mestu tako se mi zdi vprašanje vere, je vprašanje odnosa, kot smo rekli, ne? Ampak je vprašanje odnosa, se pravi, osebnega, pa tudi ene skupnosti. Ne? Se pravi, moj odnos z Bogom me ne zapira. Ne? Se pravi, odnos z Bogom sam po sebi te mora odpirati tudi za drugega. Ne? Seveda. In kle pridemo pa do skupnosti, ne? Ki pa cerkev. Ni dveh ljubezni. Ne? Ja. Mi smo to na teološki fakulteti dostkrat povedali. Ne? In pravzaprav sploh ni treba tega formulirati tako, da rečeš, da te mora odnos do Boga odpirati do drugega človeka. Pravzaprav gre za to, da je odnos do drugega človeka nekako odnos do Boga. Se pravi, izvrševati to krščansko ljubezen na tak način, da smo v odnosu do drugih ljudi. Ne? In to je tisto uresničevanje vere. Ne, ker mi se moramo spomniti, mi si moramo biti resni tukaj, ne? Ker recimo osebna molitev, oseben pogovor z Bogom, super. Ampak ti Boga ne vidiš, ne slišiš in karkoli čutiš, mislim, ni ravno najbolje zaupati vsemu, kar čutiš. Ne?
Torej, kje se ti Bog najbolj konkretno razkriva? Je v bližnjem, v drugem, drugače ne gre. Ne? In tu bi jaz šel na sam začetek, da bi si upal, ampak porušiti neke temelje, v katere mogoče veliko ljudi ali zavestno, mogoče tudi nezavedno zaupa v današnjem času. To je pač, da krščanstvo ni individualistična religija. V krščanstvu ni prostora za individualizem. Enostavno tega ni. Ker mi nismo postavljeni na svet, da odkrijemo pot življenja in se potem zapremo v to najbolj varno škatlico, da ne bi slučajno šli ne levo, ne desno, ampak da bi ostali na tej poti, ne sicer govorimo o ozki poti, nič ni narobe z ozko potjo, ampak dokler smo na tej ozki poti, si moramo upati iti levo in desno, ker naš namen ni, da bi mi prišli na cilj, ampak da bi druge še privedli do tega cilja. In to dejstvo, da moramo iskati drugega, ni privesek. To je temelj, to je temelj krščanskega življenja, ker drugače se ti ne uresničuješ. Človek je zaprt v svoj osebni odnos z Bogom, malikuje. Če samo da ne bo kdo mislil, pod osebnim mislim res, če moli, pa tudi če moli z vso gorečnostjo, za sočloveka pa ga ne briga. Ja, to je lahko tudi... No, mislim, v tem primeru se je pametno vprašati, a molaš prav, ne? Ali sploh molaš, ne? Ker je ne, se pravi, molitev v samem definiciji ne bi bil pogovor z Bogom, ne? Ampak vprašanje razločevanja, ne? Jaz mislim, da to je temeljno, ne? En način ravnanja od prve cerkve naprej, pa potem vemo, cela puščavniška, meniška tradicija so šli v puščavo, da bi razločevali, da bi bili bližje Bogu, ne, se pravi. Tudi če pogledamo ta dinamika, ki smo prej govorili, ne, pravila pa tako, ne, se pravi, so vplivala na nek način tudi prvi cerkvi na skupnosti, ne. Zdaj, če beremo malo Pavlova pisma, ne, tam vprašanje obreze, pa vprašanje, a lahko jemo meso, ki je bilo posvečeno poganskim, tako ne. Se pravi, je to ta dimenzija skupnosti, ki skupaj išče, ne. Če sem pa individualno postavljen, da sam iščem, je pa res sem jaz, ki iščem, ne. Božji duh deluje tam, ker je skupnost, no, se pravi, se mi zdi, ne, tudi če pogledamo recimo Sveto mašo, ne, koliko se mi zavedamo, se pravi, eno evharistično molitev, ne, se pravi, tam smo vsi zbrani po posvečenju kruha in vina, ne, ampak potem, ko pride pa drugi del, ne, se pravi, klicanje duha, ne, še, da bi potem, ko zaužijemo ta kruh in vino, ne, bili eno telo, ne, se pravi, drugi del v bistvu evharistične molitve, ki je ima vrednost kot samo posvetitev, ne, prav, da cela evharistična molitev je pomembna, ne, je ta edinosti, ne, da bi bili kot eno, da bi v Kristusu najdel to enost, ne. Mislim, tudi tale dogmatična konstitucija v cerkvi, Lumen Gentium, to zelo podarja, no, to enost, ne, se mi zdi, to je pa danes, mislim, da je res velik izziv, ne, se pravi, skupnosti kot enost, ne. Tako je z Luka, s tabo se popolnoma strinjal, ne, kar se tega tiče individualizma, da to pa je en velik izziv za cerkev danes, ne. Ja, gotovo, spravi, vse pride nazaj do tega, da življenje te ljubezni v odnosu do Boga enostavno ne more iti mimo ljubezni v odnosu do sočloveka, ne. To je ena ljubezen, ne. Ja, in tudi, mislim, to v ljubezni, ne, meni se zdi, zelo mi prašinil, ne, pred kratkim sem poslušal en podcast, kjer je eden od, mislim, da bi en španski izvid, je rekel, ne, se pravi,
Kristus je prišel v svet, ne, da bi v bistvu pa je umrl, ne? Ne zato, da bi uničil smrt, ampak da bi jo transformiral. Ne? In v tem smislu kristjan je poklican, da vstopa v zlo in ga transformira, da ga ne izniči. Ne? Se mi zdi tudi tle, ki doskrat se borimo, ne? Se mi zdi tudi ta dimenzija vprašanja vere, ne? Se pravi. Pa mogoče s to individualizmom ali pa zdaj moram pa jaz dokazati, da bom. Ne? Ja. A veš, to je tudi ena dimenzija, se mi zdi, ki je zelo navarna. Ne? Zdaj bom pa jaz dokazal, da sem super, pa tako ne. Ampak ne, da je pač tudi zla samega po sebe, ga sam ne moreš premagati. Ne? Ja. Pač Kristus ga zato, ker je pokoren očetu, ko ostane v odnosu z očetom, ga lahko smrt premaga. Ne? Dobro, zdaj gremo zelo v konkretno vsebinsko, no? Ampak kle se vidim tudi, no, da nekako da znaš črpati tako res vsebinsko, ne, in da ga prenašaš v življenje. Ne. Vprašanje skupnosti je zelo pomembno. Ne. Ja. Čeprav zdaj sem malo zašel spet, no, ampak no, ampak eden pač pravzaprav najmočnejši se mi zdi, no, za človeka, ne, tukaj za človeka v tej družbi najmočnejši temelj ali pa gonilo tej enosti je pač enoten nauk. Ki ga mora vsak kristjan sprejemati. Ja, tudi. Ja. Takoj, ko ga ne, se že začne vsak odločati po svoje, če se ne bo sprejel. Ampak jaz mislim, da je še prosti, kaj te prekine. Ampak enost ni v tem smislu uniformiranosti. Ja. Pravi, to je tudi lahko ena izkušnja, zelo pa vsi enaki. In če pogledamo, kaj pomeni katolištvo, ne, univerzalnost, ni uniformiranost. Se pravi, res, da je tudi v tej smislu, da je vsak na svoj način doživlja, tudi ne smo različni tako, ne, ampak skupaj pa lahko živimo, lahko sodelujemo. Ne. Se mi zdi, da tudi to je en pomemben dejavnik, da ni ena uniformiranost, zdaj moramo pa vsi tako, ne. Vsak na svoj način doživlja, ne. In tudi tukaj je ena odprta drža. Ne? Ja, ampak to je zanimivo tukaj, ne? Ker je spet treba vzdrževati neko ravnotežje med to, med uniformiranostjo, ne? Pa med neko različnostjo še vedno. Ne? Ja, tako je. Da vsak po svoje še zmeri razumeva, doživlja vero, glede na okoliščine svojega življenja in tako naprej, ampak še vse na temelju enotnih naukov in pravil. Ne. In mogoče iz tega potem tudi izvirajo marsikateri konflikti tukaj. Ne. Različni konflikti tukaj, zato imamo pa skozi debate. Ne. Verujoči imajo med sabo skozi neka soočenja vprašanj, ne, podajanje odgovorov. To se meni osebno zdi zelo zanimivo. No. Zato, ker gre za neko debato, ki se v večini primerov potem konča s tem, da nekdo reče, jaz enostavno tako verujem. Ne. In enostavno ne moreš ničesar dokazati. Ne. In v tem smo, ne. In potem nas v tem stanju nas pač sama vera vzdržuje. Ne. Ne rečeš si, potem je pa to čisto nesmiselno, ne, če ne moramo tega konflikta razrešiti. Ne. Ker ni tako, ker vera daje smisel. Ne. Tako jaz gledam na to. No. Spravi, da, mogoče nas potem znotraj cerkve, ne, ki je inštitucija, ki nam včasih ni všeč, ne, Kristus da, cerkev ne in tako naprej, ne, da nas v cerkvi vzdržuje, v tej enotnosti nas vzdržuje vera, ne, ta utemeljenost v veri. Ne. Jaz mislim, da ta fraza Kristus ja, cerkev ne, to se mi zdi tipično, kot je prej Luka izpostavil, ta individualizem. Ne. Ja. Zdaj, dobro, vprašanje je tudi, kako doživljamo cerkev. Ne, se mi zdi, če dalje bolj je ta institucionalna podoba cerkve, ki pa ne vem, je pa malo v krizi trenutno, se jaz tako vidim. Sploh zaradi raznih škandalov, ki kot kaže,
mislim, prihajajo ven. Ne? Tudi zdaj, mislim, da mene malo šokiralo tudi tisto, kar se je zdaj, kar so odkrili v Kanadi, recimo, ne. Se tudi vprašaš, kam ima kle veze s Kristusom pa evangelijem, ne. Tako mislim, je res tragično, ne. Pa do neke mere si rečeš, no, hvala Bogu, da je saj zdaj prišel ven, ne. Pa da se naredi. Ja, kaj je v to smer, no, ampak dobro, zdaj, da ne gremo spet v to, ne, ampak tudi ta napetost je, ne, institucionalna cerkev pa skupnost, ne. Ampak v bistvu eklezija, ne, pomeni zbor, ne. Skupnost, ne, zbor. Ja, tako je. Zdaj, a dojemamo danes naše lokalne skupnosti res tako močno? Ali mogoče včasih pride ta podoba prve cerkve, ne? Kaj mislim, če bereš apostolska dela do neke mere, si misliš, koliko so se imeli to fajn, ne? Pa doskrat pride kakšen komentar še od ljudi, ki so mogoče malo izven cerkve, ja, vidiš, to je ta prav komunizem, je bilo, to so prvi kristjani, ki pa svoje malo vprašljiv, ne? Zdaj se, če se mene vpraša, ne? Ampak po drugi strani pa imamo pa spet Pavla, ki pa nekako odkriva, ni bilo idealnih skupnosti, ne? Ja, seveda, ja. Se pravi, vsaka skupnost je imela svojo dinamiko, problematiko. Glih to, no. Prav to usporejanje prve krščanske skupnosti s komunističnimi ideali, no, je mislim, da zanimiva priložnost, kako lahko pravzaprav še bolj ilustriramo, ne, to našo poanto, o kateri se danes pogovarjamo, se pravi o vlogi ljubezni, ne, v našem verovanju, v katoliškem verovanju, ker je temeljna razlika prav v tem, da kristjani v prvi skupnosti so vse, kar so počeli na temelju ljubezni, ne, ki je izhajala iz Jezusovega nauka. Ne. In čeprav se zdi potem naven, da so delali pravzaprav enako, kar bi si marsikateri podpornik, ne, komunistične miselnosti želel, ne, je temeljna razlika v tem, da tam je bila ta ljubezen brezmejna, ne, ki si jo čutil do sočloveka. Je včasih isto težko povežem te zadeve, ker se mi zdi tako absurdno. Ne? Se mi zdi, zdaj, če gledamo spet vprašanje ideologije ali pa enega odnosa. Ja, seveda. Točno to, ne. In se spet vrnemo nazaj k tej zgrešeni interpretaciji, ne, prve krščanske skupnosti. Ko gre za ideologijo, ne, gre za neka pravila, načela, gre za zakone pravzaprav, ne, ki narekujejo princip življenja. Ne. V tej prvi krščanski skupnosti je pa res šlo samo za ljubezen, živeti odnos do Boga skozi odnos do bližnjega. Ne. Spet, čeprav se pa tudi vsaka imela svojo specifiko, ne, tudi skupnost, ne, če beremo prav. Ne. Ja. Vprašanje obreze je bilo zelo močno. No, se pravi, kakor naslanjanje se nazaj na tradicijo, ne. A pa ima to sploh smisel, ne. Pač Pavel kot farizej, jaz mislim, da pisma je poznal, se pravi, je imel eno znanje tudi, da pride on do tega spoznanja, ni kar tako, ne. Ali pa tudi pretirano odpiranje, ne. Zdaj, kako to nekako res v napetosti držati, ne. No, spravi, pač to balansiranje, ne, stopanje v korak z družbo pravzaprav, ne. Zdaj se je ta postopek obrnil, ne, seveda včasih je, bom rekel, družbene trende, ne, oziroma načela, po katerih se živi, narekovala cerkev, ne. Danes se je to razmerje obrnilo, ne. In mora nekako cerkev biti tista, ki stopa v korak s trendi časa, z načeli, ki so nekako... Mogoče v korak, lahko tudi rečemo tako, zdaj... Se prilagaja, no. A pa je v dialogu, no. Ja. To je najbolj primeren izraz je tako, da je v dialogu, ne. Ja. Ker nekako, jaz mislim, malo po naravi človek mora biti konzervativc v tem smislu, da je eno sosledje, ne. Da znaš tudi živeti, zdaj ne mislim v političnem smislu, ne, ampak da
tisto, kar je dobrega bilo, ne, pa kar je najbolj pristnega, da odkrivaš, se poglabljaš in ga znaš naprej prenesti. To je ta živa tradicija, vse tako si jo jaz razlagam. Ne. Ja. Zdaj, kar se pa balasta zraven nabere, ne, ki je mogoče odgovor na bil, ne vem, 200 let nazaj bilo mogoče to aktualno, danes mogoče ni več. Ne. Ja, takrat je služilo svojemu namenu, danes mogoče ne služi več. Ja, sigurno. Ja. Tu prilagajanje časa je zmeraj zraven. Ja. Potem imaš pa na drugi strani, ne, nova skrajnost inoviranja, ne, pretiranega inoviranja. Kako si človek preveč intenzivno želi upeljevati neke stvari, koncepte, pojave, ki so nastali v družbi, ne, v življenje cerkve. Ja. In to je zaobjeto v tem pojavu, ne, progresivnega krščanstva, kjer se najbolj kaže spet ta individualizem, ne, presega vse meje tam. Ne. O tem sem marsikaj bral, no, in povsod so komentatorji oziroma avtorji povedali, da gre za to, za osredotočenost na samega sebe. Ne. Da se tam vernik znotraj take cerkve, znotraj take skupnosti osredotoča samo na samega sebe in vsako nedeljo, ne, k maši prihaja prav s tem namenom, da bi se nekako duhovno prenovil, ne, osvežil, ne, da bi lahko vstopil v nov teden in da bi v cerkvi ob nedeljah dobil neko potrditev, da je dober kristjan, da je dober človek. Ne. In to je to, in da ga ima Jezus rad. Ne. To je sigurno zelo pomemben vidik, ne, seveda, ne. Ampak ni samo to, ne. Nujno je tudi to zavedanje lastne grešnosti, ne, in zavedanje tega, da se moramo vedno znova izboljševati, ne, in tudi sami oddajati to ljubezen, ne, do bližnjega in prek tega do Boga. Tukaj je pomembno to ohranjanje drugačnosti, ne. Ja. Ker cerkev mora približevanje svetu pomeni razumevanje govorice sveta, ampak vedno ohranjanje te svoje drugačnosti, ker cerkev ponuja nekaj drugega, se pravi, ne more se zliti s svetom. Ne? Ja. Ne vem, zdaj prihaja do tega, ne, da to, kar si ti omenil, se strinjam, ne, ampak vseeno si govoril o neki potrditvi in o nekem iskanju duhovnem, ne, seveda se strinjam s tem, kar si rekel, ampak hujše je pa, da nekdo gre v cerkev z namenom, da bi se mogoče v narekovajih zabaval na nek način. Ja. Da bi mu bilo prijetno na ta najbolj površen način. Ne? Se pravi, tukaj govorimo o tem poskušanju približevanja cerkve svetu, ki je, kot si že omenil, v tem, da se čim več lastnosti sveta prenese v cerkev, in tu zdaj govorimo tudi v kontekstu liturgije. Ne? Ja. No ja, sej, ja. V tem prilagajanju, v tem dialogu, to je tista, ne, kakšna oblika združevanja te različnosti. Ne. In jaz bi tukaj potem še enkrat poudaril to, da vse pa temelji na neki enotnosti, na eni enotni točki. Ne. Oziroma bi moralo temeljiti. Ne. To bi moralo veljati za vsakega pripadnika cerkve posebej. Ne. Vera po načelih, ne, vera znotraj dogam. Ja. In v teh dogmah je seveda zaobjeta tudi podlaga ljubezni. Ne, ljubezni do Boga preko bližnjega. Tako se meni zdi. No. Jaz se popolnoma strinjam in jaz bi šel še malo bolj nazaj na sam začetek, zakaj je to pravzaprav nujno za krščanstvo. Se pravi, govorimo, da si pravkar omenil enost ali enotnost v različnosti, ne? In nujnost ljubezni. Ne? Ja. In spet, to ni pritika za cerkev, za kristjana. Zakaj? Ker se pravi, če gremo prav transcendentalno, kaj je pogoj vsega? Vsega, zdaj
vsega, kar je. Sveta Trojica. Ja. Ne, ljubezen, prešinjanje, bivanje ene osebe, druga v drugi. To je tisto, kar utemeljuje svet. Vse, kar je ustvarjeno po podobi Trojice. In torej, že za človeka živeti, se pravi, pomeni odsevati Trojico, se pravi, če živi z namenom, kot je bil ustvarjen. Kaj šele kristijani, cerkev, ki mora odsevati učlovečenega Kristusa in njegovo dejanje odrešenja. Se pravi, tu je nujnost. Se pravi, tako kot je naš Bog, mi priznavamo in verjamemo v Boga, ki je eden, ampak ni sam. In tako, zato sem bil tako direkten prej, ko sem rekel, da za individualizem ni mesta. Ja. Ker Oče, Sin in Sveti Duh živijo v drugem in za drugega, ne zase. Tako, to je to skrivnostno bivanje Trojice. In torej mi ne samo, da smo poklicani, da se upodabljamo v to, ampak če hočemo resnično živeti kot kristijani, nimamo druge možnosti. Se pravi, tu je utemeljena skupnost, tu je utemeljena cerkev. Vedno moramo gledati na Sveto Trojico. Nikoli ne. Molimo, se pravi, vedno moramo to imeti v mislih. Ne? Se pravi, seveda moliš Očetu in včasih in Kristusu in ne vem, pač Svetemu Duhu, ampak se pravi, tu ne gre, v Bogu ne gre za 3 osebe, ki so pač povezane z skupnim namenom. Ne? Moramo se zavedati, da ko molimo Očeta, da je v Očetu polnost Sina in Svetega Duha. Ja. Se pravi, in da iz tega črpamo ne samo dejstvo naše biti, našega življenja, ampak način življenja. Ne? In to je pravzaprav cerkev, zato je cerkev nujna, zato je skupnost nujna, zato je življenje za drugega, za kristijana nujnost, ne pa samo opcija. No, to je ena taka zelo močna, zaključna točka, ki lahko zaobjame vse to, o čemer smo se danes pogovarjali. Ko smo poskušali nekako izluščiti, izbistriti to, kaj je kristjanova identiteta, ne, in iz česa se napaja, oziroma se mora napajati. Ne. In to se je zelo dobro tukaj zdaj izpostavil. Ne. Sveta Trojica in kako in kar je izpričano o Sveti Trojici. Ne. To je tisto vzorec. Tako da mogoče bi tukaj potem kar zaključili to našo epizodo. Tako. Mislim, da na koncu manjka samo še amen. Ne? Ja, točno to, samo še amen. Ja. Tako da ja, jaz mislim, da smo povedali marsikaj pomenljivega, no? Da smo izrazili veliko zanimivih idej, no? Ki so mogoče dostikrat ostanejo nepoudarjene. No? To se mi zdi zelo pomembno, no? V zvezi s to našo epizodo danes. Ja, torej jaz se iskreno zahvaljujem, no? Najprej Luku, da je bil z nama danes tukaj. Hvala ti, no, za vse, kar si podelil. Ja, bi pa tudi spomnil na to, da smo prisotni na Facebooku, kjer ima ta naša poddaja, ne, naš podcast, svojo stran, Tangenta. Lepo ste povabili, da to stran všečkate, nam sledite na Facebooku. No. Lahko nam tudi kaj pišete. Ja, seveda ja. Še zdaj čakamo na kakšno. Ja. Tudi na kakšne ideje, pobude, vprašanja. Ne. Tako. Take stvari so smeri dobrodošle. Potem nam pa lahko sledite tudi na podcast platformah, ne. Na Anchorju, na Google Podcasts in pa na Spotifyju. Ja. Hvala lepa še enkrat, da ste bili z nami, da ste nas poslušali, in se slišimo potem naslednjič. Do naslednjič, lep pozdrav. Lep pozdrav.